Your phone is already an extension of you. You're already a cyborg. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov. Ekstrem. Tako je. Današnja oddaja bo o tem, kakšen telefon kupite. Ne? Jaz pač delam s telefoni in pač... Vemo. In pač, ampak marsikšen pride, pa ne ve, ne? Mislim, itak se logično, pač ne ukvarjaš se s telefoni, pač nekdo pač ima svoj šiht in dela in pač tega ne ve, jaz pa pač to vem, ker pač s tem delam. Ja. In zdaj sem se ful pohvalil, ampak ja, tako je. Pač vem. To je car dejstvo. Car sem, tako. Okay. In zdaj bom par stvari povedal, kaj moraš gledati, ko kupuješ nov telefon, kaj ne smeš gledati, kaj je boljš, kaj je slabš, kaj je dejansko, okay. Kaj ima pomen pri telefonu. Sem lahko jaz stranka, ki pridem do tebe pa rečem, jaz bi pa nov telefon, sam ne vem, kva bi. Lahko. Okay. Jaz bi rekel nov telefon, pa ne vem, kva bi. Koliko denarja? Ne vem, koliko pa so. Od €1 pa do 1500 €. Ok, tiste te hude nočem. Recimo, da med 300 pa 500, ajde, da dam. Zdaj smo... Osnovno, to je vedno, moraš vedeti, kaj hočeš. Ja, ne vem, koliko denarja, to so meni najbolj smešni. Ja, kako ne veš? Potem jaz pokazal telefon za Jurija, pa boš pa rekel, to pa ne bom dal. Ja. Zato sem te pa prve vprašal, koliko denarja, zaradi tega, ker jaz ne morem ti razlagati, ja, kvaj pocen pa dober. Ja, to je najbolj... Poznam to, za ston pa ful dober. Ja, pocen pa dober je meni najbolj glupo vprašanje. Pač realno mi je, pač ni to ni vprašanje. Prosim. Okoli 300 do 500. Zdaj, kakšna je želja? A imaš kakšne posebne želje? Hočeš dober fotoaparat, hočeš Samsung, hočeš Huawei, hočeš LG, Jaz se ne znam, ki ful ne spoznam. Se pravi, ti ni važno? Okay. Ne, ni mi važno. Tako bi rekel, slikam kaj dost, ampak ni mi zdaj, ni treba, da imamo ful dober fotoaparat. Okay. Bi pa rad pač, nočem pa nekih... Velik, majhen telefon? Pa ne preveč velik, ne preveč majhen. That's what she said. Pač nekaj srednjega. No, to je verjetno taka standardna. Ja, je. Okay. No, čeprav kakšni rečejo, hočem ful majhen telefon, ampak pač tako. Ja. Nekaj klasičnega, no. Ja, zdaj imaš, malo večji telefon, pa zelo veliko baterijo imaš, ne vem, Samsunga A70 v tem rangu, full hud telefon. Okay. Imaš, če nočeš to, če hočeš malo boljši fotoaparat, kakšna P30 Lite. Jaz sem zdaj to prišel. Zdaj pa ti, meni kot kupcu, ali pa nekomu, ki se odloča, kaj mora on še vprašati, oziroma kaj mora on... No, sej to. Tukaj zdaj pač dost ljudi pride, to so pač te neki osnovni telefoni. Sej imaš tudi, ne vem, kakšne LG G7, recimo ful super izbira za ta rank ali pa kaj tazga. Sej nima veze. Se pravi, kaj moraš ti gledati, ko kupuješ telefon? Če ti ni pomemben, če ti je pomemben itak znamka, če hočeš pač imeti Huawei, valjda, pač pol boš gledal med Huawei, če hočeš imeti Samsunga, boš gledal med Samsunga. Okay, ampak meni ni pomembno. Tebi ni itak pomembno, ampak pač tako, kaj moraš na splošno gledati, je pa to, ne vem, megapiksli, to je najbolj neumno gledati. To je pač brez veze. To nima nobenega pomena, koliko je dober fotoaparat. To je samo marketinška fora, da pač več megapikslov je lepša slika. Mislim pač, je načeloma res, sam ne čist zares, zaradi tega, ker pač, ne vem, nek telefon iz 10 megapiksli ali pa recimo 12, ki so zdaj bolj popularne 12, pa neki s 40, ne pomeni, da bo oni s 40 ali pa 48 megapiksli lepšo sliko naredil, kot oni z 12. Pač, okay. Se pravi, megapiksli niso tako pomembni. Pač megapiksli so pomembni, če boš ti delal, ne vem, velike slike, če boš ti delal, ne vem, plakate. Ampak ti nekje... pač kdo dela dejansko mislim, 48 megapikslov, ko imaš danes telefone, to je kar nekaj. Mislim pač, prvo fora je, več megapikslov imaš, večja bo slika, več placa ti bo zasedel. Se pravi, manj slik boš lahko naredil na tisti spomin. Se pravi, rabiš telefon, ki ima veliko spomina, zaradi tega, ker ima toliko megapikslov sliko. Ali pa boš z nižjo resolucijo sliku in boš imel, in pa imaš po foru, da imaš toliko velik, mislim, pač ni poante, ne? Pa tudi ne boš ti delal nikoli pač teh velikih slik, plakatov, pa ne vem kaj. Ti, če boš delal, ne vem, neko A4 sliko, ali pa še večjo, ne vem koliko je, A3, koliko je, a ne?
pač to imaš 12 megapikslov, je polhna kapa, to bo čist lepa slika. Še leper fotoaparat smo. Ja. Fotoaparat je pač še vedno ena izmed mojih stvari. Pač, 10 ali pa 12 je čisto v redu. Ja, mislim pač. Tukaj dejstvo je, da pač ti moraš pri fotoaparatu gledati druge zadeve. Se pravi, mislim, se to težko je, če se ne spoznaš, da boš vedel, kaj moraš realno gledati. Sam ne te ne zavedajo megapiksli, ne kupiti zaradi tega, ker ima več megapikslov. Poglej si Magarna, najboljša varianta ti je kakšna GSM arena, ki imajo gor comparison, pač primerjavne pač določenih fotoaparatov v slabi svetlobi. Pač vsi so na istih lokacijah slikani. In to smo mi že počeli. Ja, to, kar smo mi tudi že počeli. Ampak pač tam lahko vidiš dejansko, za kjerkoli model ti gledaš med njima, gor vržeš, pa lahko vidiš dejansko razliko v sliki. A to se dosti ljudi odloča, koliko megapikslov je. Ja, drugače mislim, veliko ljudi pride pa, tam ima pa toliko megapikslov, da bom raj tega vzel. Ali pa imaš, ne vem, Huawei P30 Lite pomeni je šuhnejša verzija. Ima 48 megapikslov, se ne rečem, da je slab fotoaparat, zelo dober fotoaparat ima, ampak pač ne zaradi megapikslov, zaradi drugih stvari je dober fotoaparat. Pa imaš pa P30 Pro, ki ima pa 40 megapikslov. Se pravi, nižja, mislim, manj megapikslov ima, ampak fotoaparat je pa daleč boljši od Proja, kot od Lite. Pač je ful velika razlika, zaradi tega, ker Pro ima, ne vem, od Leica leče, Pro ima, ne vem, dobro, tistih par fotoaparatov, ki imaš ne vem kakšen zoom, ampak tisti itak arabaš ne. A tudi vse stranke poveš? Ne. Mislim pač, kakšnega, če zanima, itak, da mu grem razlagati. Sam pač, zakaj bi šel to jaz neki starejši gospe razlagati, ker jo itak ne zanima. Pač rečeš, boljši ima fotoaparat in to je to. Pač, če pa kakšnega zanima, pa itak dovolj, da ne moš povedati. Tako da, pač vedeti je treba samo to, da pač moraš druge stvari gledati. Mislim, zdaj spet nisem nič povedal, sam kaj moraš gledati, Ampak pač, poglej si... Fotoaparat ni pomemben. Je pomemben, sam poglej si na GSM areni, to je to. Naprej. Naslednja zadeva, zdaj, koliko rabiš ti prostora? Ja, bi kar tako, če kaj slik naredim, nočem tako vsakih, ne vem, teden na računalnik imeti slike, ampak... Minimalno, jaz rečem, saj 32 giga mora imeti danes, če nimaš 32 giga, lahko kar stran vržeš telefon. Vedeti treba zaradi tega... Tudi imaš on sam toliko spomina. Ja, notranjega. Ne, notranjega spomina. Ker če imaš ti manj kot 32 giga spomina, je to kar nekaj. Ti sam Android ti bo požaril, recimo, ne vem, 10-15 giga, z glave govorim, ne vem koliko točno, realno. Pač pa že tudi 32 ni res 32, ampak je 25 giga. Zakaj oglašujejo pa 32? Zaradi tega, ker je to pač matematika, ker je, ne vem, pač... Nekaj tudi disk, ki kupaš, ne vem, 1 terabajt je v bistvu, ne vem, 900... ali pa 930. Ja, pač to je kar nekaj. To bi mi mogel tudi jaz pogooglati, ker ne vem, zakaj točno, ampak pač vedno je tako, da je manj, kot realno kupaš, kolikor se prodaja. Pol ti pobere ti jih še Android neki in na koncu ti v bistvu ti daš par aplikacij gor in je telefon polhan. In ti moraš vedeti, da pač itak, ne vem, 5 let nazaj primer, je Facebook zasedel 10 megabajtov, pa 20, Zdanes jih 500 megabajtov. Pač, kaj je tukaj dejstvo? Pač, čas gre naprej in pač aplikacije zmer več porabijo. In to ni samo Facebook, to so vse aplikacije. Pač Viber, čiste osnovne, lahko sam imaš par osnovnih in imaš ti polhen telefon in ne moreš ti v bistvu pol dejansko uporabljati. In če kupaš nek telefon iz 16G ali pa 8, ki se realno tudi še prodajajo, ker je meni čist bolano, No, sej, zato so naraš pol kartice. Ja, sam ti ne moreš aplikacij dati na kartice. Ti daš lahko samo na kartice, to je tudi ena izmed stvari, ki ljudje ne vejo, da pač ti, če kupaš dodatno kartico noter, ti imaš to lahko samo za spomin, za slike, za ne vem, imenik, dobro, sam imenik neč na zasede, videoposnetke, muziko, te zadeve, ne moreš ti dati aplikacij na kartico, Tist moraš imeti notranji polnilnik, In zaradi tega je fajn, da gledaš, koliko kupuješ, saj, da imaš že malo več
prostora. Tako da danes, ne vem, 64 pa 128 giga so kar neke klasike, da imajo placa. Mislim, klasika. Zdaj recimo tisto v srednjem razredu dobiš od 64 do 128 giga, pa to je že super. Pa že tudi pol 246. 256, ja. Že tudi taki so. Ja, se imaš tudi že 1 tera. Nice. Ja. Prav v spominski. Wow. Ja, imaš Samsung Note 10 ima 1 tera, ne, ima 512. Ne, pa ne vem. Okay. Mislim, da ima 512. Se nima veze. 512 pa 512, da šlo še kartica noter, pa imaš 1 tera. Ja, kar lepo. To je full, to je to plaj, to realno to pa ne rabiš. Ampak ja, zakaj? Ampak enkrat najbrž boš? Ja. Če 5 let nazaj bo se rekel ja, no, sam čez 5 let bo itak folk že zamenil telefon. No vem, ampak ne, hočem reči, da bo rabo toliko več placa not. Čez 5 let ima lahko, ne vem, Facebook 1 gigabajt zasede. Ja, recimo. Ja. Bo zaradi tega pač tako. Zmer več tako, ne. Bo 32 bo ratal, premalo. Bo rekel, za kva sploh še to delamo. Ja, točno to. Itak da bo. Okay. Ker tudi 5 let nazaj je bilo, ne vem, 16 giga polhna kapa, ne. Danes je to čist premalo. Okay. Toliko v spominu. Tako da pač moraš za današnje potrebe pač 32, ali pa raj več. Tam 32 je že ok. Samo raj rečemo več. Pač ti, če gledaš nek srednji razred, to, kar si ti rekel, pač to imaš že kar danes zelo dobre telefone za ta denar. Pač dobiš res neki, mislim, če nisi nek zahteven uporabnik, da recimo, kaj je zahteven uporabnik? Mrk kdo misli, nek poslovnež ne rab hudega telefona, pač ga bo imel zaradi tega, ker ima cache, ne? In pač valjda, to je statusen simbol in moraš imeti iPhone, pa moraš imeti to. Ampak to je čist neki drugega. To imela lahko svoje oddaje. Tako, ja. Ampak pustimo to, ampak pač kaj dejansko poslovnež rab, pač nek srednji razred je polhna kapa za njega poslovneža. Za enega mulca, ki špila igrce na telefonu, on pa rab hud telefon. Pač on pa rab te najhujši, ta zadnji model. Zakaj? Zaradi tega, ker tle imaš isto kakor pri kompih, grafiko, vse te zadeve, baterijo čim večjo, da ti drži. Ne vem, vse določene zadeve, ki ti jih, pa procesor, pa vse to dejansko rabaš, če ti full igrce špilaš. Če ne delaš tega, nek srednji razred ti je čisto v redu. Recimo tak mula že točno ve, kjer telefon hoče. Ja, pač ne boš mu ti predlagal zdaj zaradi tega, ker on je že odločen. A veš kaj pride, kakšen pride pa tako prav, kaj bolj Samsung ali Huawei? To je tako, pa jaz nazaj rečem, kaj bolj Lamborghini a Ferrari? Pač Ferrari, mislim, kje živiš. Ja, no, pač to, ali pa ne vem, Audi ali BMW, pač lej, za nekoga je to boljš. Ja, mislim, pač vsak ima nekaj, ne, in tukaj ni boljšega. Pač meni je boljš, ne vem, Samsung, tebi je boljš Huawei, ne vem, kolego je pa boljš Apple, pa zaradi tega nima noben narobe, ne, pač vsi imamo dobre telefone. Sam kakšni se znajo najbolj skregati zaradi tega. Ja, sam to so tisti, ki ne poznajo telefonov. Pač tisti, ki pozna telefone, itak ve, da... Ali pa misli, da jih pozna. Misli, da jih pozna, ja, pač. Ampak realno so vsi telefoni, mislim, če ti gledaš nek telefon za 1000 evrov, recimo, pa to so vsi telefoni hudi, nima veze, kera firma je, pač realnost. Pač karkoli boš vzel, za 1000 evrov boš dobil hud telefon. 1000 evrov za telefon, da ti je meni ful neumno. Ja, ampak pač tako govorim, pač te top variante. Ja, vem, no. Mislim, se zdaj itak... Se pravi, ni tudi fora, dražji je boljše. Kak je, to sploh ni res. Pač ne vem, Apple imaš ti, ne vem, za Jurija pa pol, pa nočem reči, da je slab Apple, super telefon je, ampak pač precenjen, če mene vprašaš. Pač ti dobiš... Sveda zato, ki je Apple. Ja, ampak ti dobiš, ne vem, 2 Samsunga za ceno enega... Evo, sva nazaj. Jaz sem pozabil kartico zbrisati. Pa je bila kartica polhna, tako da gremo naprej. Ja, kaj sem hotel povedati, pač, kje sva ostala, sploh ne vem, kje sva ostala. Pač telefon mi prodajaš. Ja, telefon ti prodajam. Če hočeš pač boljši fotoaparat za en Huawei, če hočeš boljšo baterijo za en Samsunga, pa Samsung ima še, ne vem, ekran ti je malo boljši, ne vem, se pravi to nesončni svetlobi, ker je OLED boš boljš videl, kontrasti so lepši, črni so bolj, tako da pač iz tega vidika. Se pravi, telefoni kako so personalizirani nekak, ne? Ja, dejansko niso vsi isti, ampak en ima toliko bolj, ena toliko bolj. Točno to. Pa to človeka. Točno to. Tudi ne pomeni, da je, ne vem, če greva midva, ne vem,
nižji rang, da vsi Huawei imajo pa super fotoaparat. To je najbolj zgrešena logika. Pač, ja, imajo določeni, ampak ko greš ti, ne vem, rang nižji, mogoče imajo kakšni Samsungi dost boljši fotoaparat. Ne vem, če ti gledaš neke, ne vem, P-Smart Z ali pa ne vem, neko P-Smart, pa ne vem, kva so še, ne vem, pač določeni telefoni ali pa ne vem, A40, A30 so Samsungi dost boljši fotoaparat kot Huawei. Tako da pač vedeti treba, v kjerem rangu ni vedno tist, ne vem, Huawei ima super fotoaparat, Samsung ima super baterijo. Pač, a veš, vsak ima nekaj. Tako da pač fajn je pa, da veš, mislim, da vprašaš nekoga, ki se spozna na to. Gregor se spozna na to. Vse se mora. Ja, on mi bo naslednjič priporočil, kakšen telefon. Tako. Je zame fajn. V glavnem, to je pa v bistvu pol to, mislim, še povedal. Mislim, da sem se že kar razgovoril, tako da, če pa koga še kaj zanima, pa lahko tudi v komentarjih vpraša, bom odgovoril, pa to je to. Če ne greš to po kamen, pa ga direkt vpraša. Ja, pa direkt mene vpraša, pa se lahko tudi 2 ure pogovarjamo, če ni folk. Kar je malo verjetno, pa dobro. Ja. Toliko o tem. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Čau!